Kot sem napovedal tu pred dobrim tednom dni, je moja odločitev o tem, ali bom nadaljeval svoje delo v politiki, bila predmet različnih presoj v tem obdobju. Veste, da sem sestavljal nek mozaik mnenj, ocen, kritik, stališč, deloma iz medijev, deloma iz drugih javnosti, ljudi z resornega področja, stranke, koalicijskih strank, predsednika vlade, mnogih javnih osebnosti, ki so se oglasile, pa tudi ljudi, ki ne sodijo v politiko, pa drugače cenim in upoštevam njihovo mnenje. Večino teh stališč ste seznanjeni in mnenj. Sam sem na koncu tudi po posvetu, ki sem ga imel z svojo družino, sprejel odločitev, ki sem jo danes sporočil predsedniku vlade in z njo seznanil tudi predsednico in predsednika obeh koalicijskih strank. Ta odločitev je, da ne odstopim z položaja ministra in da se tudi ne umaknem iz slovenske politike. To je težja odločitev od obeh, ki sta bili možni, o katerih sem prejšnji teden govoril in ki sta v danih okoliščinah bili izrisani kot opciji. Ta odločitev iz vsega, kar sem povedal in kar ste lahko spremljali v tem obdobju, ki je moja odločitev, nikakor ni samo osebna odločitev in nima posledic samo zame. Zato je tudi prišlo do nje po takšni poti. Ocenil sem, da bi z odstopom ne odpravil napake, ki sem jo storil v preteklem letu, ampak nasprotno ponovil isto napako. To je, da bi upošteval, pripoznal neko medijsko-politično realnost kot edino in odločujočo. To je bila napaka takrat in napaka bi bila danes. Takrat je bila to moja napaka in napaka s posledicami zame, danes bi bila to napaka tudi s posledicami za druge. Zato torej odločitev za to težjo pot, zavedajoč se, da sem izgubil del zaupanja, ki sem ga pridobil v preteklosti, ne pri tistih, ki tega zaupanja seveda nikoli niso gojili, ampak pri tistih, ki so mi zaupanje v resnici in iskreno dali. In trudil se bom, tako kot se skozi, svojimi dejanji, svojim početjem, svojo prisotnostjo, povrniti to zaupanje z vsemi svojimi močmi. V tem obdobju ni šlo v glavnem za iskanje resnice in predvsem ne resnice o meni. Šlo je za mojo odstranitev. Z vsemi sredstvi, pod geslom, da cilj odstranitve nekega nezaželjenega in motečega politika in neke nezaželjene politične opcije opravičuje vsa uporabljena sredstva. To je nekaj, kar bi svojim triumfom postavilo zelo slab standard v slovenskem javnem prostoru. Veliko slabši, kot je priznanje napake, ki sem jo storil in za katero sem se opravičil in menim, da je moja dolžnost, da se
temu uveljavitvi takšnega standarda tudi zoperstavim, z vsemi posledicami, z vsem tveganjem, z vso odgovornostjo. K temu so me napeljali s svojimi stališči, ocenami, mnenji, moji kolegi v stranki, tudi v koaliciji, kolegi ministri v vladi in mnogi, ki verjamejo, da politika ni prazna beseda in da je mogoče v slovenski politiki delati bolje, kot se in kot smo delali doslej. Pričakujem, da se bodo napadi nadaljevali in istočasno tudi, da se bo razkrivalo celotno ozadje in motivi te zgodbe. Sam bom pri tem sodeloval po svojih močeh, računajoč na to, da v zmanjšanju predvolilnih motivov bo moč tudi o vprašanjih laži, resnice, sredstvih za doseganje ciljev spregovoriti argumentirano in na podlagi dejstev.